Dober dan. V današnji oddaji se bomo pogovarjali z DJ-jem in producentom Bojanom Novakom. Bolje je poznan pod imenom DJ Psiho. Ljubezen DJ-ja do elektronske glasbe se je začela v 90. letih. Sodeloval je z več znanimi avtorji, kot so Klemen Klemen, Sixpack Čukur in Mister Tado. V pogovoru boste izvedeli, kako izgleda vsakdan DJ-ja, kaj so dobre plati umetniškega načina življenja in kaj slabega prinaša dotični življenjski slog. Živijo, sem DJ Psiho in se ukvarjam s produkcijo glasbe in DJ-jem zadnjih 15 let. Ja, tako, no, če bi začel, recimo, kako se začne moj teden, recimo ponedeljek je dan, ki ga kakor Garfield ne mara noben DJ, no, po mojem. Zaradi tega, ker naš del je bolj nočne narave in se dogaja med vikendi večinoma. Med tednom se pa ukvarjamo v bistvu s produkcijo oziroma prinašamo not minus, ki ga naredimo med vikendom. Sicer tako, da se delajo kakšne reklame, razne sinhronizacije, v bistvu vse, kar je v zvezi z zvokom. Jaz pač sem v vseh teh letih začel z različnimi, sem probal delati muziko z različnimi načini. Na začetku, ko smo pač začeli uporabljati sintesajzerje, ker še računalniki niso bili toliko sposobni, sicer se je že dalo delati tudi z računalniki. Z leti je računalnik v bistvu prinesel precej enih izboljšav oziroma olajšal je samo delo. Večina DJ-jev ponavadi začne glasbo delati z samimi bobni, se pravi z ritmi, zaradi tega, ker pač je ta muzika, ki jo mi vrtimo, je ponavadi bolj plesna in smo bolj navajeni iz ritmov izhajati. Lahko začneš tudi jasno, ne vem, s samim kakšnim soundom, s kakšnim zvokom, s kakšno linijo, se odšpilaš kaj, pa pol na to gradiš. Ampak najlažje nam je po mojem prav začeti s samim bitom. Tako da recimo, če bi hotel se lotiti komada, da bi ga naredil zdaj na hitro, moram nekaj narediti, bi šel v banko loopov. Loopi so v bistvu posnetki dramov, različnih soundov in je najlažji se tako lotiti, zaradi tega, ker imaš takoj pogled oziroma takoj najdeš lahko idejo, zelo na hitro najdeš idejo, dočim, če hočeš recimo stvari odigrati čisto od začetka, pol te ideje dlje časa iščeš in je dobro, ni. Ja, kako bi lahko ločil dobrega od recimo ne preveč nadarjenega DJ-ja. Danes že v bistvu skoraj težko to ločiš, zaradi tega, ker tako kakor so računalniki prišli, se pravi v produkcijo, so tudi prišli računalniki v sam DJ nastop. Še 10 let nazaj si sploh nisi mogel predstavljati nastopa, v bistvu, da bi vrtel prek računalnika. In s tem, ko so prišli na računalniki in zamenjali vinilke, so se tudi kar naenkrat pojavili marsikateri DJ-ji, ki recimo nimajo talenta in nimajo predhodnega znanja, niso mogoče niti vložili dovolj truda, ne da mogoče nimajo talenta, zato ker jaz verjamem v to, da vsak talent lahko razviješ, če se dosti časa ukvarjaš z eno stvarjo. Moraš imeti seveda voljo pa željo in če imaš voljo pa željo, če res veliko treniraš, lahko obvladaš vse. Kaj se meni zdi, da se je zgodilo, da so ti računalniki vzeli vso pozornost DJ-ja, se pravi kar naenkrat vsi DJ-ji samo še v monitor gledajo, ker dejansko je tako, recimo jaz tudi, jaz sem šel nazaj na vinile, ampak ko sem vrtel z računalniki,
sem opazil, da skozi gledaš v monitor, hočeš, nočeš, skozi ti jemlje pozornost in se v bistvu več ne ukvarjaš s publikom, se ukvarjaš s tem, kaj boš pritisnil, oziroma tisti naredil, kdaj bo prišel prehod. Veliko več stvari se dogaja pol na monitorju, kot recimo interakcija z samo publiko. Moj nastop ponovadi, mislim, jaz, kadar recimo začenjam, jaz sem neko formulo, da vedno, ko pač zamenjaš prejšnjega DJ-ja, zmeri pustim, da ljudje pozdravijo tega DJ-ja, ki je pred tabo, in potem začnem zmeri s kakšno ploščo, ki je posebenega, mogoče ima kakšen tak vokal, mogoče je bolj stompec, se pravi, da je sam kick, ne pa dum, da bolj tako dela, da majčkeno opozoriš nase, ne. Se pravi, to je najlažji način, da nekako ljudje, nekaj se je zgodilo. In ko se nekaj zgodi, ko imaš njihovo pozornost, potem moraš pač zelo na hitro, zdaj, če vrtiš samo recimo po določenih klubih ali pa da imaš skozi eno publiko, pol že veš, kako s temi ljudmi delati. Če pa publiko menjaš, moraš pa majčkeno tudi pošlatati, ne, kaj bi ljudje radi, a bi mogoče radi, da je glasba hitrejša, trša, ali da mogoče bi rajš, da jih majčkeno odnese, ne, tako da je malo bolj, se pravi, atmosferska. In pa glede na to, glede na odziv publike, pač jim serviraš tisto, kar si oni želijo, ne? Se pravi, moraš biti majčkeno psihologa, da jih začutiš, ne? Ker recimo tudi veliko DJ-jev, ki vrtijo zelo dobro muziko, ampak jih sploh ne zanima, kaj se dogaja z publiko. Sluhom je tako, da imam kar ene par prijateljev, ki ne slišijo že recimo na eno uho ali pa imajo težave s sluhom. Tudi jaz ga imam, recimo samo piskanje v ušesih, to je nek standard. Ne gre nikoli stran skozi, v bistvu se dogaja zaradi tega, ker enostavno že sam mesten hrup je dosti, da v bistvu vzdržuje ta pisk, ne bi mogel iti res za ne vem koliko časa nekam, ker ni zvokov, zato da se ti res ušesa odpočijo. Najhujš je, najbolj trpijo ušesa, mislim, da prav pri samih nastopih, kadar vrtiš, ko so zraven monitorji. Zaradi tega, ker tudi monitorji morajo preglasiti, se pravi, zvočenje, potem se pa zaščitimo s tem, da si dajemo kakšne štofalce, recimo jaz si pač čisto navadne čepke kupujem v lekarni, imam še ene malo bolj profesionalne. In potem pa čisto odvisno, najbolj se zaščitiš tako, da tudi ko greš ven, da ne greš vrteti, da imaš zmeri čepke v ušesih, zato da si pač probaš zmanjšati jakost, kolikor se da. Je pa še pol druga stvar, je pa to, kar se dogaja v studiu, ker ti, če hočeš v studiu narediti muziko, ki bo delala na glas, jo moraš tudi na glas poslušati. In najbolj šparaš, se pravi, samo ušesa, da delaš potih. In potem pač, ko finiširaš stvari, oziroma če jih že poslušaš, da to ne traja 2 ure, ampak da to traja res mogoče po par minut, oziroma probaš čim manjkrat imeti, se pravi, glasbo toliko na glas, da bi prišlo sploh do piskanja, ne. Te starejši, tudi producenti in to vsi v bistvu trpijo zaradi sluha. Jasno, ko si enkrat mojster, zvoka ga pa ne slišiš več.